zakon o dohodnini oziroma o amandmajih tega zakona se bo tudi danes odločilo na izredni seji. Tudi vaš predlog je bil na odboru nekako izglasovan, če ga samo še enkrat na kratko predstavite in seveda kaj pričakujete na današnji izredni seji še v zvezi s tem. Ja, poglejte najprej nesplošno. Glejte, v Novi Sloveniji se z davčno politiko vlade, se pravi z dodatnimi davčnimi obremenitvami, nikakor ne strinjamo in zaradi tega smo tudi vložili sami svoje zakonodajne pobude. Želeli nekako preprečiti tudi vladi, da bi šla naprej v svoje nameri po višjih davčnih bremenih v okviru predlagane zakonodaje. In zaradi tega Nova Slovenija je bila tukaj tudi zelo aktivna, najprej s posvetovalnim referendumom na svoj zakon. Naredili smo vse, kar je v naši moči, da ne bi davkoplačevalci v teh križnih časih tako na grob način občutili, se pravi, visoke davke. Danes je treba ljudem zlasti pomagati. V tej energetski in tudi finančni krizi, ki prihaja, je treba ljudem pomagati na različne načine in prisluhnili smo tudi gospodarstvu, ki na to opozarja. Želimo biti še naprej glas gospodarstva v slovenski politiki in prav gospodarstvo tisto, ki govori, ja, gremo v višje plače, ampak tudi na račun, se pravi, davčnih razbremenitev. In v Novi Sloveniji smo zaradi tega bili zelo aktivni, se veste sami zgodbo posvetovalnem referendumu in tudi včeraj na odboru lahko rečem, da smo bili kar zadovoljni, da so bili predlogi Nove Slovenije upoštevani, da je koalicija prisluhnila modrosti Nove Slovenije in tudi hkrati gospodarstvu. Kar se tiče normirancev, mi smo normirance, samostojne podjetnike včeraj ubranili. In pričakujemo, da tudi danes skozi sejo v Državnem zboru, da se več tega dela ne bo koalicija dotikala in to pomeni, da vsi normirani SP-ji ostajajo vse enako kot do sedaj, glede zaslužkov do 50 000 evrov in tudi pri popoldancih ostajajo v veliki meri za večino popoldanskih SP-jev enako, kot je bilo do sedaj. Pomemben minik pa smo včeraj z amandmajem dosegli to, da v teh kriznih časih dodatno splošno olajšavo pomagamo tudi družinam. Se pravi, za vsakega otroka pomagamo družinam, to smo včeraj z amandmajem dosegli in tudi za mlade se včeraj z amandmajem, podporo amandmaju poslanske skupine SDS se je doseglo to, da se bo recimo mladim do 29. leta dodatno z davčno razbremenitvijo pomagali. Vidite še kakšno kritično točko tega zakona oziroma kaj je naslednja za normiranci? Ne, seveda, gledajte, vidimo kritično točko to pri dohodninskih razredih, še vedno najproduktivnejše dodatno davčno obremenjujemo, kar ni dobro, Naj ponovim, da recimo v Nemčiji so za 10 milijard evrov najproduktivnejše razbremenili, zlasti zdaj govorimo o kriznih časih in pomembno tudi višji davki pri najemninah. Mi se s tem nekako ne strinjamo, menimo sicer, da bo na račun tega se bojo povišale cene najemnin. Veste, da že danes so zelo visoke in to je res škoda. Pravi, mi bi potrebovali drugačno politiko z davčno razbremenitvijo na splošno, ne pa da ljudi obremenjujemo. Rekli ste na odboru, da je koalicija v bistvu prisluhnila modrosti Nove Slovenije. Ste lahko konkretni? Boste poslanci Nove Slovenije glasovali za ta predlog, proti ali boste vzdržani? Kako ste se odločili? Mi predlogu ne bomo nasprotovali, nikakor se pa ne moramo strinjati z ostalimi deli zakonodaje v tem okviru, zlasti ko govorimo o dohodninskih razredih. Kako pa boste danes glasovali o novih imenih za nadzornike SDH-ja in pa mogoče en komentar, pomeni se namreč pojavlja, da tudi znotraj vlade nekako gre okrog teh imen? Ja, smo gledali vaše prispevke, to je stvar koalicije. Koalicija ne bo tista, ki pač prevzema odgovornosti in razmerja znotraj koalicije so takšne, kot so, imajo veliko večino, če pa sami niso usklajeni, potem ne morajo računati na glasove drugih. Jaz lahko rečem, da ne želim komentirati teh stvari, ker to je stvar koalicije. Vi veste, da skupščina SDH-ja je vlada, SDH podjetja so zelo pomembna, zlasti zdaj v kriznih časih govorimo pomembno, energetska podjetja, ki so v 100% državni lasti in spravi, to je stvar vlade in njene večine, da si zagotovi, se pravi, to potrebno kadrovski manko, to, kad govorimo SDH-ju. Kako boste glasovali danes? Se pravi,
to je stvar koalicije, mi tukaj ne želimo nositi nobene odgovornosti. Še to, kar se tiče dohodninske reforme, boste poslanci danes glasovali. Vemo, da ste vložili posvetovalni referendum na svoj predlog dohodninske novele. Rekli ste prej, da ste z vsemi sredstvi branili, v bistvu vam ostaja še ta možnost, da tudi na vladni predlog vložite, če se z njim strinjate. Ja, gledajte, tukaj je tako. Glede na to, da gre v tem primeru za nujni postopek, ki ga je vlada vložila v parlamentarno proceduro, smo tudi pridobili mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora, da bi lahko kvečjemu zabrenzeli sprejem s posvetovalnim referendumom mogoče za nekaj dni, ne več za mesec dni, kajti gre za drugačen postopek. Ostaja sicer druga možnost in sicer potem naprej naknadni zakonodajni referendum, ampak v tem primeru bi pa šlo res za nagajanje, zaradi tega, ker jasno je, v Ustavi Republike Slovenije, kdaj je referendum mogoč, kdaj ni mogoč in pri naknadnih zakonodajnih referendumi o davčni politiki in davkih niso mogoči. Torej, ljudje lahko pričakujejo od Nove Slovenije konstruktivno držo, ne pa nagajanja, dobre predloge v okviru parlamentarnega postopka, kar se je pokazalo včeraj na seji odbora. Najlepša hvala. Sem razumel dobro, niste se izjasnili glede SDH-ja. NSI se vzdržal ali bo proti? Zaradi tega, ker ne želimo imeti nič v okviru tega, zaradi tega, ker tukaj gre za vladno politiko, ne želimo v bistvu ne nagajati, ne podpirati, bomo bili pri tem predlogu vzdržani. Hvala.